Ja, s to rastlino, ki jo trenutno vidite, zajadramo v prav posebno rastlinsko družino in to so črnobinovke. Gibljejo se pa predvsem v sorodu z drugimi zdravilnimi rastlinami, mogoče bolj poznate lučnik, in pa smetliko. Ja, in verjetno ste ga že prepoznali, to je jetičnik oziroma bolj podrobno, to je vrednikov jetičnik. Poznamo tudi ostale vrste jetičnikov, pri nas raste tudi perzijski jetičnik, in pa seveda pravi, bomo rekli, tisti zdravilni jetičnik, ki pa raste bolj v višjih legah, kot pa pri nas. Jetičniku nekako že zaradi njegovega latinskega imena pravimo kar Veronika. Latinsko ime pač nekako vseeno vedno bolj kot ne radi podajamo zraven, ker je jetičnikov zelo veliko in so si med seboj lahko zelo podobni. Na primer že pravi zdravilni jetičnik je po latinsko Veronica officinalis. Tudi njihova domača imena se zelo rada pogosto prekrivajo, tako da pač, če uporabljamo latinska imena, potem točno vemo, za katero rastlino gre. Torej nekako naše ime izvira iz besede jetika, ki je po latinsko Veronica in po eni izmed razlag nekako pomeni tista, ki prinaša zmago. V literaturi podatkov o zdravilnosti jetičnikov ni veliko, večina navedb nekako izhaja bolj iz ljudske medicine. Najbolj pogosto uporaba vrednikovega jetičnika je predvsem pri težavah z dihali in pa vsebuje dovolj veliko grenčin, katere spodbujajo presnovo. Drugače pa se uporablja zelo pogosto tudi pri težavah z jetri. Kot sem že povedala, pri nas se v zdravilne namene najpogosteje uporablja zdravilni jetičnik, katerega vidite na sliki, in pa vrednikov jetičnik, katerega vam kažem danes. Nekako bom rekla, vrednikov jetičnik nikakor ne zaostaja za zdravilnim jetičnikom. Ima veliko prepoznavnih grenčin, glikozidov, zato po svoji zdravilni vrednosti, se pravi, se zelo lahko primerja z zdravilnim jetičnikom. Velja nekako za zelišče s širokim spektrom delovanja, zato je pač vedno smiselno, da si ga pripravimo takrat, kadar smo utrujeni, bom rekla tudi nekako celo izgoreli, ali pa ko, ne vem, je za nami celodnevno delo za računalnikom. Pripravljamo si ga vedno v obliki čaja, v obliki poparka. Lahko pa uporabljamo tudi te obhladke in z obhladki spiramo aknasto kožo pri najstnikih in razvajamo utrujene oči. Torej, kot ga vidite tukaj, to je vrednikov jetičnik.